Že pogled vznožja sviščakov ne pušča dvomov. Od urbanih središč dovolj oddaljena prostrana gozdnata pokrajina, s kisikom nasičen zrak, umite barve in odsotnost vrveža, da je mogoče slišati tišino. Pravi eliksir za stresa polne glave. Snežniško pogorje pa ni samo lepota narave. Tudi zgodovina je tu pustila svoj pečat, ki pa je s časom že čisto zbledel. Težko si je predstavljati, da je ta prostor pred poldrugim stoletjem postal vitalni del izjemno pomembnega prometnega projekta železnice Dunaj-Trst. Ko so gradili južno železnico iz Ljubljane proti Trstu, so na sviščakih našli močne izvire vode. Ta voda je zadoščevala za vse postaje do nabrežine. Namreč s to vodo so začeli napajati parne lokomotive, ker te brez vode niso mogle voziti. Takrat se je pisalo leto 1854. Skoraj stoletje je na to preteklo, da so potrebe parnih lokomotiv nadomestile potrebe vojakov. Vodna zajetja zbiralniki so kasneje med obema vojnama dograjevali Italijani, saj je tu tekla vojaška obrambna linija. Tle vidimo, bi rekel, osnovo, betonsko osnovo zbiralnika, ki je nepropustna in zadržuje vodo, ki se zbere na tem kamenju na njem. Na tem zbiralniku se zbira vsa meteorna padavina in pa tudi megla. Se steka na kanal, ki teče tukaj spodaj, na dnu kanal, in po tem kanalu gre v lijak, kjer se ta voda zbere in izteče v rezervoar. Tu so pa špine, ta in tam je še ena, kjer je voda pritekala iz rezervoarja. Na tem mestu so se polnile cisterne ali na tovornjakih ali pa verjetno tudi na konjskih vpregah. Tole je eden od tipičnih rezervoarjev ali, kot jim pravijo domačini, štirne. Gremo pogledati v notranjost. Vsi ti objekti niso samo pričevalci zgodovine, so tudi izjemne tehniške mojstrovine. Lovilci deževnice, snežnice, megle, vodna zajetja ali štirne, filtrirani sistemi, vse to deluje še danes. Voda je prihajala skozi tisto odprtino s streh in zunanjih površin. Tu je bil prvi vsedalnik, drugi bazen je bil filter, ni peska noter, ki bi mogel filtrirati to vodo. Pesek je služil kot filter. Skozi ta pesek se je dodal kalcij in potem se je v dva vodohrama, eden levo, eden desno, se je prelivala skozi ta pesek. Kakšno vlogo pa je igralo to aktivno oglje? Je bilo kot nek mikrobiološki filter ali kaj? Aktivno oglje uniči škodljive bakterije. Ta voda je bila potem popolnoma dobra in je še za piti, če bi bil ohranjen ta zbiralnik. Moram reči, v tistem času niso dodajali klora v vodo, kar se danes dela. Pa jaz mislim, da je bilo tu bolj pametno in bolj prav, ker pa kloriranje. Tukaj ni bilo nobenih črpalk, tukaj ni bilo nobene tehnike, tukaj je bila samo teža vode. Na okoli 30 kilometrih med Sviščaki in Mašunom je ohranjenih še nekaj več kot 20 vodnih zbiralnikov in zajetij. Nekateri so še zelo dobro ohranjeni. Večji lahko zadržijo vsak tudi po 400 kubičnih metrov vode. Nanje pa boste naleteli, ne glede na to, katero pot bo izbral vaš trenutni navdih. Ta karta tudi na Sviščakih je lahko dobiste, tam vem, da sem videl, da imajo celo impregnirano karto. V glavnem je pa vse dostopno z običajnim avtomobilom. Ti zbiralniki so še vedno polni vode, da ne bi kdo padel. Globok je približno 4 metre, 4 naravno tako da je, ja. Ko vstopiš noter v zbiralnik, moraš paziti, da ne vstopiš noter v vodo. Ni pa nevarno, če boste z domišljijo vstopili v nek drug čas, če vas bodo seveda te neme priče zgodovine vsaj tako prevzele, kot so nas. Ali kot so kolega Jadrana Sterleta, ki bo tehniške mojstrovine prihodnje leto zajel v dokumentarni film. Če ti spomeniki kulturne dediščine nimajo programa, program, ki ima čitavo, ta čitava prihaja do ljudi, ljudje preprosto ne vejo, kaj je s temi tehniškimi spomeniki bilo in kaj je z njimi. Človek brez zgodovine je, kot bi bil izbrisan. V zgodovinskem spominu pa se lahko obdržijo samo dobro dokumentirani spomeniki. Včasih so namesto objektiva dovolj že oči, kot so bile naše, kot bodo morda tudi vaše.